poletnimi počitnicami. Torej, to bo pravzaprav nekako zadnje srečanje. Ponovadi smo konec meseca, zdaj smo v začetku meseca in potem konec avgusta, torej tik pred začetkom neke nove sezone, ali kakorkoli že temu reči. Torej, danes bomo pravzaprav govorili, kako preprečiti kaos ali pa ves kaos, katerega imamo, da ne nesemo na naš dopust oziroma nekam, kamor se pravzaprav želimo umakniti. Največjo napako delamo namreč takrat, kadar zraven namerno ne vzamemo telefonov, računalnikov, nekaj, kar moramo narediti, zaradi tega, ker tega ne izklopimo. Ampak ves čas ostane to nekje v naši podzavesti in o tem razmišljamo. Tisti, ki seveda znajo to narediti, ne poslušajo tega webinarja. In predvidevam, da je ravno vas, oziroma ste vi tisti, ki vas je to potegnilo, kako pravzaprav potegniti črto med tem, da res ne nesemo stvari v svoji glavi. Seveda, to, kar smo pravzaprav skozi večinoma teh naših seminarjev oziroma webinarjev govorili, je to pravzaprav neki daljši proces. Pravi, ne gre to iz danes na jutri. Torej, gre pravzaprav za neke vrste trening, ampak nekateri odhajate jutri in seveda ne boste uspeli tega natrenirati. Zato vam v bistvu kot prvi korak priporočam, da najprej naredite sploh strukturo informacij. Torej, napišite si, kaj so tiste projekti, osebni in poslovni, na katerih delate. Torej, lahko vzamete dovolj je en kos lista, zvezek, spravi nekaj, kamor boste lahko pisali in imate pravzaprav vse pred seboj. S tem vi pravzaprav na eno mesto date vse, kar je v vaši podzavesti. In tako podzavest ne išče teh informacij. Torej, naredite samo strukturo tega, kar pravzaprav počnete. Potem pa pod vsako strukturo napišite to, kar morate narediti in vprašanja, na katere bi mogli odgovoriti. Spravi, ali so to tveganja, nimate odgovorov. In s tem, ko boste vse te stvari napisali, si boste vi v osnovi pravzaprav naredili zemljevid vseh vaših teh pritiskov, informacij, ki povzroča vaš kaos. Kaj se seveda lahko pri vsem tem zgodi, ne? Da boste vi pravzaprav čez noč odprli, to boste pospravili in potem bojo prišle nove informacije, katerih ne boste mogli obvladovati, ali pa bojo odprli neke nove vidike, o katerih prej sploh niste razmišljali, zato ker je bila to ena površina, ki vas je pravzaprav ustavila na nekem določenem mestu. Zato vam v bistvu priporočam, da res, če jutri ne greste na dopust, probite to planiranje začeti vsaj 5 dni prej. Torej, da prvi dan najprej naredite strukturo vseh informacij, vse na projektih, katerih delate, ločite osebne in poslovne. Potem tudi poslovne imajo več kategorij, tako kot imajo privatne več kategorij. In šele naslednji dan začnite pisati vprašanja oziroma alineje, kaj morate narediti, kaj je predvideno za narediti, kje so lahko kakšne pasti in predvsem, kje imate dvome. To, kar je pravzaprav najbolj pomembno, je pa to, da kolikor se te informacije nanašajo na nekaj, kar v bistvu stalno rešujete ali pa vam povzroča en in isti problem, je pa potrebno vključiti
to, da v bistvu tudi pospravite v prostoru, v katerem bivate oziroma v katerem delate. Torej, tisti, ki ste me že večkrat poslušali, pravzaprav ugotavljate, da mogoče na nek način govorim iste stvari. Pospravljanje. Ja, mi generiramo toliko informacij vsak dan, da enostavno ne vidimo oziroma ne vidimo, kaj pravzaprav kreiramo. In potem se vse te osnovne stvari, tiste osnovne potrebe, dejansko za vso to psihološko prašino na nek način zamrznejo, se vstavijo. Zato je pravzaprav pomembno tisto dnevno pospravljanje. Ponovadi se nam zgodi to, da pospravimo, ne? In potem nam zmanjka vseh teh energije in spet nalagamo. Zato je ta zgodba z dopustom je v bistvu kot neke vrste selitev. Torej, da tik pred dopustom začnete stvari pospravljati. Če je možno, vsaj 5 dni pred odhodom. Torej, najprej napišete strukturo, potem začnete pisati vprašanja in potem poglejte na svojo delovno mizo doma in v službi. Prav tako po kuhinjskih pultih, omarah, kaj pa najhujše, so tisti predali, kamor skrijete stvari. Ko mislite, se tega pa ne bom potreboval. Spravi, nekam jih pravzaprav vedno kar nekam porivamo. Kajti s tem, ko mi pospravimo fizične stvari in na drugi strani napišemo strukturo informacij, mi začnemo pravzaprav osvobajati vse te naše psihološke globine. In pri tej strukturi je pomembno to, da se moramo zavedati, da bojo seveda ven prišle še neke informacije, ki smo jih še bolj potlačili. Ampak s tem, ko imamo mi naredo strukturo, bomo te informacije enostavno zapisali. Namreč naši možgani tako funkcionirajo. Ko imamo stvari zapisane, oni o tem več ne razmišljajo. Oni vedo, da je to nekje zapisano. In v tistem trenutku, ko možgani vedo, da je to nekje zapisano, enostavno nehajo o tem razmišljati. Seveda bodo začeli o drugih stvarih razmišljati. Ne? Je pa res, ne, da nekateri rečete, jaz non-stop o nečem razmišljam. Ampak dajte si mogoče narediti jutri en test. Vzamite si, ampak zdaj, če sem že naprej povedal, se ponavadi to ne zgodi. Ne? Ampak poskusite narediti analizo, kaj ste zadnjo uro razmišljali. In boste ugotovili, da nekaj dosti, da ste se za nekaj sekirali, da ste bili za nekaj pod stresom, ampak kaj ste razmišljali, pa ne veste. V bistvu ljudje v osnovi zelo malo razmišljamo. Ta prostor v naši podzavesti oziroma v naši glavi v glavnem zapolnijo neke smeti, ki povzročajo stres. In tako izgubimo občutek za čas. Sami zelo hitro pridemo do nekih rešitev. Ali pa kot temu rečemo, te informacije smo dolgo premlevali sami v sebi. Ampak premlevali smo jih tudi, ko se nismo tega zavedali. Torej, pri nas ta stroj teče ves čas. Ampak tisto, kar pa nam povzroča stres, je pa to, da jaz v tem trenutku lahko sedim pred oknom, opazujem okolico, pa se sploh ne zavedam, kaj vidim na drugi strani. Ne vidim, kaj je na drugi strani zaradi tega, ker nisem prisoten v tem trenutku in v tem času. Se pravi, v tem trenutku in v tem prostoru. Ampak so moje misli popolnoma druge. Če se pa jaz probam fokusirati v to, kar je pred mano, rečemo v ta kulj, potem bom jaz naredil fokus v njega in se bo vse moje misli in vse
stvari zbrale v to. Torej, kadar imate občutek, da ste pod nekim stresom, da se ne morete zbrati ali poumiriti, je dovolj, da se fokusirate samo v eno točko. In v tistem trenutku se bodo vaše misli začele umirjati. In to, kar vam predvsem ves čas nekako poskušam priporočati, je to, da ko imamo stvari pregledane pred sabo, ko vidimo, kaj se nam dogaja, seveda, ko vidimo takrat, ko jih napišemo, ko jih imamo neko strukturo. In to ne pomeni, da če mi enkrat to naredimo, da bomo po celo leto mir. Zato, ker bo potem postalo to rutina. Mi moramo svoj sistem čiščenja, teh nekih sprememb, malih sprememb, delati najkasneje na 3 mesece, torej ob menjavi letnih časov. In glede na to, da je slabih 14 dni nazaj bila menjava letnega časa, torej iz pomladi smo uradno prišli v poletje, je to v bistvu idealen čas, da spremenite neko svojo rutino. Že je to dovolj, da naredite analizo za nazaj, za zadnje 3 mesece, pogledate pluse, minuse, izhodišča, nove cilje, kaj ste do zdaj naredili, potegnete črto, na osnovi česa lahko gradite dalje in potem na osnovi tega naredite novo strukturo. Namreč naša struktura projektov, kar počnemo, je vsake 3 mesece različna. Zato, ker je vezano na, verjamete ali ne, na vreme, na okolico, v katerem živimo. Najbrž ste zdaj v teh dneh, odvisno v katerem koncu sveta ste, če je bilo prevroče, ste strukturo svojega dneva spremenili. Če ste spremenili strukturo, pomeni, da so avtomatsko vsebine drugače čez dan razporejene. No, in ravno iz tega je pravzaprav najbolj pomembno to, da vi poskušate ravno se osredotočiti, kaj pa zdaj. Torej, če bo to zvezek jutri ali pa list papirja, kar boste napisali svojo strukturo in boste rekli, ok, zdaj pa vse te informacije pustim na mizi v tem zvezku. Si bojo možgani točno to zapomnili. Da vse to, kar je bil do zdaj vaš stres, je tam na mizi. In ne bodo šli, oziroma ne bodo razmišljali o teh informacijah. Spravi, res si lahko na ta način zagotovite 14 dni ali pa vse teden dni popolnega miru. Vkolikor pa imate stvari, ki so pa nedokončane, pa veste, da jih morate do nekega datuma, vam pa to žal ta vaja ne pomaga, da jo samo napišete, kaj morate narediti. V takem primeru je pa boljše, da vzamete računalnik ali pa karkoli morate dokončati s seboj, ker tako boste imeli mir. In potem v takem primeru boljše, da si rečete, vsaki dan bom delal, ne vem, od 8 do 9 na tem primeru ali pa tem projektu. In tako boste v bistvu postopoma začeli zmanjševati svoj stres, oziroma boste res nekaj imeli od samega dopusta. Seveda, če je ta količina informacij prevelika, potem, ki bi mogli narediti ali pa vam zamujajo, pa jih mislite med dopustom rešiti, potem je pomembna priprava na ta dopust. Torej, vkolikor imate 5 dni, si naredite strukturo posameznega dneva in vsebino dneva. Torej, kaj boste počeli, kateri dan, kaj boste zaključevali in kakšen je cilj za posamezni dan. Se pravi, da poskušate čim več stvari nekako spraviti v neko obliko, tudi če so nedokončane, do trenutka, ko stvari na nek način pripeljete do neke točke. Torej,
že sama priprava na dopust, da začnete stvari zaključevati, bo dovolj v vašem miselnem procesu, da bo se res, se pravi, če greste v soboto, da boste do petka popoldne, ne do 3 zjutraj, delali poročila, ne vem točno kaj vse, ampak zaključevali tik preden greste. Zato, ker se ponavadi to zgodi, da mi pošljemo, zapiramo računalnik in gremo za 14 dni ali pa 3 tedne, ne? Potem pa ugotovimo, da se stvari niso poslale naprej, da je bilo nekaj napačno nareto, potem je v takem primeru boljše imeti računalnik s sabo, pa vsaki drugi dan pogledati mail oziroma pač neke prejete dokumente, če že. Seveda je pa vse odvisno od naše narave dela in predvsem vsebine. Spravi, kaj je tisto, kje se mi, ali pa tako enostavno rekel, od česa živimo. To je primarno naše izhodišče. Torej, nekaj se pa moramo zavedati, ne? Mi dejansko rabimo popoln odklop. In to zaradi tega, zato da smo lahko v drugi polovici dneva oziroma leta še vedno aktivni. Če ne se nam zgodi to, da nekako teh, tudi če samo teden ni dopusta, prešpricamo, tako da delamo, ne, pa se potem počutimo boljše, ampak mi smo pravzaprav vse to potlačili v našo podzavest. Torej, moramo delo si tako organizirati, da smo lahko en teden brez računalnika in telefona, če je možno. Torej, v skrajnem primeru je to, da enkrat ali dvakrat na dan ob določenih urah pogledate na elektronsko pošto oziroma pač te vaše kanale, preko katerih komunicirate. In v takem primeru je pomembno, da o tem obvestite vse vaše poslovne partnerje. Na ta način, da na vseh teh vaših komunikacijskih kanalih napišete, da berete sporočila ob tej in tej uri, oziroma na elektronski naslov date smernico, kjer avtomatsko odgovori, da mail berete enkrat na dan, enkrat na 2 dni. In tako boste vi imeli, ne boste imeli moralnega zadržka ali pa moralne ovire, ampak enostavno, ker ste dali vsem vedeti, kdaj ste dosegljivi. Lahko tudi napišete samo, da 2-krat na teden nekaj preberete. Ne? Ker tako v bistvu vi na nek način možgane naprej obvestite, torej sami sebe, ste obvestili, da ste druge obvestili. In ko vi nekomu nekaj poveste, potem je že 3/4 stvari na nek način rešenih. Namreč ljudje delamo največjo napako, ker ne skomuniciramo pravočasno. To je v bistvu zelo pomembno, da vsi, ki delate na projektih, ko zaključite poslovni dan, pa če vi veste, da vi zamujate, in bodo drugi zaradi tega zamujali. Vi morate konec tistega dneva obvestiti vse ljudi, ki da ne bodo dobili določene informacije, dela projekta ali pa projekta, zato da se lahko oni naprej organizirajo. Torej, mi vedno, ker vemo, da bomo zamujali, moramo naprej vse ljudi obvestiti. In s tem, ko mi nekoga obvestimo, ali pa nekomu predamo neko informacijo, mi enostavno že vemo oziroma smo usmerjeni v ta del, kjer pravzaprav lahko rečemo, da smo pravzaprav tisti, kjer potegnemo črto
med tem, kaj mi dnevno razmišljamo in nam povzroča stres, oziroma to, kar shranimo za določen termin. S tem dejansko, ko mi svoje, če lahko temu rečemo, poslovne partnerje, kakorkoli obvestimo, potem smo mi iz sebe predali vso to breme. In zato je pomembno, da poskušate pred dopustom čim več ljudi na čim večjih kanalih obvestiti. No in seveda, zdaj v takem primeru pa potem sedenje na virtualnih svetovih, kot je Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, potem pa to odpade. Ker potem začnete svoje možgane z nečim drugim zamotiti. Vi morate v tem obdobju, ko se odločite za sam dopust, torej del, kjer poskušate misli in stres odklopiti, tudi vse elektronske naprave dejansko dati v stran. To pa pomeni, da ste kredibilni za tiste, ki ste jih obvestili, da ne boste online, in to, da ste kredibilni sami do sebe. Vi morate v bistvu začeti verjeti sami sebi, da res lahko 3 dni ste brez telefona, brez računalnika. Vkolikor tega ne naredite, potem je boljše, da res delate vsak dan 3 ure, tudi če ste na dopustu, pa boste imeli več čas mir. Torej, pomembno je, da se enostavno ne skrivate sami pred sabo, ampak postanete kapetan ali pa tisti, ki upravlja svojim časom in svojo energijo. Torej, če povzamem, vkolikor imate preveč dela, ne pustite tako, da zaklenete pisarno, pa rečete, bom to reševal. Vsaj, če ni drugega, si naredite seznam, kaj vse morate rešiti, oziroma kaj so tiste ključne stvari. In glede na to, da imate vedno neka stališča, si jih dajte napisati. In to vam priporočam, da napišete enostavno z roko, na list papirja, v rokovnik. Zakaj? Zato, ker ljudje imamo dvojni spomin. Eno je celični, drugo je ta podzavestni. In s tem, ko mi v bistvu pravzaprav napišemo, damo podzavestnemu vedeti, da smo tudi nekje drugje to zabeležili. Torej gre za refleks. In na ta način mi dejansko razbremenimo našo glavo, oziroma ji damo povedati, to obstaja pa tam zapisano. Spravi, ni treba se jaz s tem ukvarjati. In če res hočete pravi dopust, pa res odklopiti, potem bi moglo biti to 21 dni. Če si lahko to privoščite, si dajte. Vsi ostali, ki pa si še ne moremo, je pa pomembno to, da začnemo dopust planirati, oziroma kaj vse moramo do dopusta narediti ali pa zaključiti, vsaj 5 dni pred odhodom, ne zadnji dan. In to na ta način, da najprej naredimo strukturo, potem si napišemo vsebino, kaj počnemo, kaj moramo narediti in kaj so ključne stvari, ki jih moramo rešiti. Ali pa kaj lahko vpliva na neke predvidevanja. In ko to naredimo in to napišemo, potem to lahko v miru pustimo doma oziroma v pisarni na mizi. In ko odidemo, bomo dejansko imeli mir v naši podzavesti. Vkolikor je pa dela preveč ali pa res nekaj nujnega, tistega ne boste mogli odklopiti, samo tisto vzamite s sabo in si naredite ali tematske dneve, kdaj delate kateri dan, ali pa določene ure, v kateri uri boste nekaj delali.
Predvsem je pa pomembno, da obvestite vse, ne samo, da ste na dopustu. Če ste že na dopustu, berete kakšen e-mail ob kateri uri. Je pa pomembno, da če vi na nek način zamujate, potem bi bilo priporočljivo, da ste vi tisti, ki obvestite, zakaj oziroma kaj jih pravzaprav čaka. Jaz bom se zdaj počasi tudi od vas poslovil in vam zaželel mirno poletje. Online ne bom prisoten, vsaj ne v taki obliki kot danes, v neki drugi. In seveda vse to dobite po mailu in seveda tisti, ki spremljate preko Instagrama in TikToka tudi kot objavo. Mirno in lepo vroče poletje želim. Srečno.